končujemo prvi del današnjega posveta, pa dovolite, no, da strnem mislim mogoče v 2-3 stavke. Torej, odkrivali smo revščino v 19. in 20. stoletju, spoznavali obdobje socialne negotovosti, ter sledili v stoletje, ki je nezadostno zakonodajo 19. stoletja sicer izpopolnjevalo, vendar smo pri tem nažalost ugotovili, da novi socialni zakoni revščine še zdaleč niso izkoreninili. Spoznavali smo revnejše sloje, njihov način življenja, življenjske vzorce, odnos drugih slojev do njih, stigmatizacijo, pa tudi ločevanje po spolu, starosti. Nenazadnje pa tudi zavode, ki so v luči neke družbene odgovornosti skrbeli za revne in ranljive skupine. Temo družbenih razlik in revščine bomo seveda v nadaljevanju posveta razprli še v širšem, vsebinskem in pa časovnem diapazonu in bo verjetno ob zaključku sledila neka bolj temeljna, kompleksna diskusija, pa vendar dajem možnost za nekaj vprašanj prvim 4 referentom. Karin, če se ne motim, so bila vprašanja že postavljena. Ja, imamo eno Facebook vprašanje in sicer za vse sodelujoče. Ste v katerem viru mogoče opazili navedbo tako imenovanega bolniškega dolga, ki ga plačujejo nekateri izmed vaščanov občin v drugi polovici 19. stoletja? Če ste, kako si to razlagate? Jaz bi samo prosila tist, ki bi odgovoril oziroma bo odgovarjal, naj stopi spredaj na kateder zaradi snemanja in tona in slike. Torej, prosim, če kdo pozna odgovor, morda Irena, Ana? Ne, žal. Žal. Ne poznamo, Karin. Tako da hvala. Pa prosimo za naslednje vprašanje. Aha, to je to. A, to je to. No pa še, ja, prosim, doktor Selišnik. Ja, kar izvoli. Kar izvoli, da se te bo vidno in slišalo. Bi pa mogoče zastavila jaz to vprašanje in sicer zadnji referentki. Namreč v teh prispevkih, ki smo jih poslušali, so bile zelo lepo predstavljene nekatere zasebne iniciative za premeščanje problemov revščine. In me zanima, v medvojnem obdobju te zasebne iniciative še nekoliko narastejo. Namreč, in kakor sem jaz sledila tem raziskovanju te socialne politike in v bistvu odnos nekaterih, bi lahko rekli, teoretikov socialnih vprašanj, se vidijo socialne iniciative kot nekaj pravzaprav nujnega. Država namreč v medvojnem obdobju naj ne bi bila sposobna prevzeti, torej skrbi za reveže, zato naj bi nadomestila pravzaprav to ne bi reševali to potrebo, torej zasebne institucije. Pa me zanima, če se zadnja referentka s tem strinja. Hvala za vprašanje, Irena. Doktor Grošelj bi prosila. Ja, s tem se strinjam, ker je prvi skrb države bila kako minimalna, ne. To je bilo vse prenešeno na občine. Kot sem pa rekla, občine same tega pogosto niso zmogle, ne. Mogoče večje občine kot Ljubljana še nekoliko, pa tudi tle je bilo to zelo pomanjkljivo organizirano. Kakšne manjše vaške občine, recimo, pa sploh niso imele nobenih zmožnosti, no, poskrbeti za svoje reveže, niso imele ne finančnih sredstev, pa tudi niso imele nekih ustanov, kamor bi jih lahko namestile in skrbovale. Tako da so recimo pogosto tudi svoje reveže pošiljale od vrat do vrat, ali beračat, ali pa recimo, da so celo spali po ljudeh. Vsakič pri nekomu drugega, ne? In so na ta način nekako urajale. Tako da je vse temeljilo nekako na dobrodelnosti in pa na dobrodelnih organizacij, ne, na zasebni inicijativi, kar je bilo pa tudi tako, ne, tam so, tako kot smo nekaj zahtevali neko moralno življenje, ne, neko ustreznost, dokaze, da tisti prosilci za pomoč, da niso bili delazmožni,
da so se do tistega trenutka, ko so zapadli v težave, trudili in so delali in so prispevali, od tega trenutka naprej pa res niso mogli več. Tako da je dobila tako pomoč ena potem od tega manjša skupina ljudi, zelo velikih z tega jih ven izpadali. Predvsem so bili moški tisti, ki so ven izpadali, mladi moški, ker se je smatrali, da bi se lahko sami preživljali, to je bila nekako njihova dolžnost. Prej pa so dobile pomoč ženske, največ tudi zato, ker so imele tudi otroke, ki so jih mogle preživljati. In tudi recimo v ustanovah so bile predvsem nameščene ženske. Hvala. Ja. Ne, jaz sem navezal na to vprašanje. Namreč, ko govorimo o času med obema vojnama, se treba najprej prespomniti na ime med obema vojnama. Se pravi, to je čas, ki nekega jasno opredeljenega vsebinskega koncepta nima. To je prehodno obdobje. Prehodno obdobje proti etatizaciji socialnih politik. Torej, imamo na eni strani nastajanje etatizacije socialnih politik, ki se postopno širi. Pričemer je tudi vprašanje, ali ni občine dejansko kot del neke resne lokalne samouprave, pa vendar kot državna organizacija šteti za neke vrste sistemsko državno skrb. Tu lahko razpravljamo veliko. Drugič, je tudi samo zavedanje. Kriza, velika čas med obema vojnama na eni strani, čas nastajanja nečesa novega, hkrati je pa izrazit podaljšek ideje praks 19. stoletja. Se pravi, neke samoodgovornosti in tudi zasebne iniciative in podobnega. Se pravi, ta prehajanje iz dobrodelnosti v sistemsko skrb je dolgotrajen proces. Bistvena točka v tem procesu, ki spremeni razmere, je velika gospodarska kriza. Velika gospodarska kriza je tista, ki zaradi vseobsežnega obubožanja, zaradi vseobsežnega povečanja družbenih razlik, pravzaprav to vprašanje postavi na način, kakršnega ni postavila do takrat. In seveda tudi družbene elite, ki so za spremembo od krize v 19. stoletju pravzaprav ogrožene tudi v svojem materialnem ali pa eksistenčnem bistvu, začnejo to vprašanje sprejemati nekoliko bolj pragmatično, bolj naklonjeno, kakor v predhodnih obdobjih. In tu je potem ta začetek te etatizacije, ki pa seveda potem po izkušnjah druge svetovne vojne, vsekakor po drugi svetovni vojni prevlada in tudi tega premika, da skuša najti kompromis med samo odgovornostjo posameznika in pa družbeno odgovornostjo do tega. Se pravi, da ideja neke vrste pogojno rečeno lastne krivde, ki prevladuje v 19. stoletju, je kljub temu ugrajena tudi v sistem etatizacije socialnih sistemov. Gre za kombinacijo in predvsem za zelo dolgoročen proces. Hvala lepa. Hvala, Žarko. K mikrofonu vabim še dr. Strle. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz sem videla glede na program in glede na tudi vsebino referatov, da se je kar nekaj šlo čez več političnih okvirjev. In zdaj menim tudi na obdobje, ki so zajemali recimo Prvo svetovno vojno in povojno dobo, ki je bilo, kot vsi vemo, kar težavno obdobje za socialno državo. Zanima me, ker obe obdobje, ki sem jih zdaj omenila, pravzaprav sopadata z velikim deležem begunskega prebivalstva, ki je preplavil pravzaprav celotni prostor današnje Slovenije in še širše, zlasti z področja zahodne Slovenije oziroma primorske, da bom tako rekla, Posočje in tako naprej. Zanima me, kako posamezni referenti
so v virih naleteli na vprašanje begunske tematike, ker med begunci je bil po mojem vedenju kar precejšen delež družbeno ogroženih slojev. Sama sem tudi recimo večkrat zasledila, kako je bil socialni element oziroma socialna podstat beguncev tudi zelo močno obravnavana pri občinskih oblasteh, pri raznih dobrodelnih organih in tako naprej. In zanima me, če ste vi, ki ste nekako vzeli v pretres tudi čas Prve svetovne vojne in čas po Prvi svetovni vojni, v kolikšni meri ste se srečali pač tudi s problematiko begunstva oziroma statusom razseljenih oseb, ki niso imele tedaj še državljanske pravice na področju Kranjske za časa Prve svetovne vojne, Štajerske in za časa Druge svetovne vojne na področju recimo Kraljevine. Hvala. Hvala, Urška. Hvala. Ima kdo odgovor na zastavljeno vprašanje? Damjan? Kakorkoli lahko, Urška, ocenjujemo kot... Jaz lahko povej, Dunja, izvoli. Ja. V Beri sem srečevala to problematiko, nisem se vanje poglabljala, ker se pa nisem ukvarjala, je pa zelo zanimiva, recimo v Zalu, konstantno so upravičeni do socialnih pomoči, podpor v okviru zakonskih možnosti. Me je pa nekaj zelo zgoda, namreč Ljubljančani so se začeli pritoževati v enem dokumentu, da so recimo primorski begunci preveč upravičeni do različnih socialnih podpor na več različnih punktih in da to včasih že izkoriščajo. Tako da v tem okviru, to je vse, kar jaz lahko govorim, je pa to tema, ki je zanimiva in mogoče gradivo je. Podrobci. To bi bilo zelo zanimivo preštudirati, je na enem kupu, v Zalu, ampak tukaj sem jaz nekako rekla, min grede zaznala. Če se mogoče kdo spomne, lahko tudi diskusijo nadaljujemo po maili, pa v kakšnih sestankih, kakorkoli. Se zelo strinjam z ugotovitvijo, ugotovitev dr. Lazareviča, ki pravi, da je dialog med nami zelo potreben in mislim, da lahko združimo nekako raziskovanje moči skozi to perspektivo. Ja, se v bistvu lahko kakšno simpozij, krajši ali pa posvet prav na to temo tudi organiziramo, lahko tudi v ožji skupini. Bi sam Dunja dopolnila, gledava podobno gradivo, kako se strinja z vsem, kar si opazila, in kako v bistvu so prav bili potem izpostavljeni pozivi k temu, naj se vse te pomoči centralizirajo in tako. Je pa dejansko več ali manj, so fragmentarni, čeprav zbrani podatki, več ali manj, vse, kar sem jaz videla, gre za gole podatke, koliko temu, koliko drugemu, od koga temu in tako naprej. Ti kaj širše, ne? Se pravi, najdejo se pa pol tudi čisto osebna mnenja Ljubljančanov v odnosu do beguncev v Ljubljani, glede stanovanjske stiske, glede dodeljevanja podpor. Mislim, da je to tema, ki bi jo bilo zelo dobro. Ker ni potem nekih navodil v smeri reševanja te problematike. Tako da hvala za to dopolnitev in pač razmišljanje vnaprej. Zdaj pa Karin sam vprašam, morda še kakšno vprašanje z Facebooka. Tudi če je še kakšno vprašanje med nami, bomo to pravim na zadnji diskusiji. Tako da bi se zaenkrat zahvalila vsem sodelujočim referentom in vsem poslušalcem. Pač ocenjujem, da je bilo tale prvi del današnjega posveta uspešen, upam, da bo tako tudi naprej. Zdaj pa vabim na regularni odmor, pa se dobimo 5 minut čez 15 minut nazaj v predavalnici. Hvala.